To je norveško-švedska meja. Velik kamniti most nad fjordom. Veliko prometa. Na meji se sploh ne rabiš ustavljati, pa vseeno so kolone dolge po 5 km. Ampak gre hitro. In ta fjord je zelo lep. Eden prvih fjorda, tukaj se začne potem Norveška. Norveška stran, švedska stran. Bezek v najlepšem cvetju na Švedskem. Na poti v Göteborg smo se ustavili v eni pizzeriji. Sandro rekel, opa, ostavi. In to je rezultat tega. In on ima dober nos za hrano. Poglejte, kako so mičkene rokce. Mi imamo jumbo pice, ampak to je dvojni jumbo. Eno razstali namesto, da govoriš toliko. Jaz si vzamem tako enega, da sem tekel. In ti za ta čas delaj, ne? Evo, razkošje od pice. Evo se vzameš. Evo, smo sredi čudovitega mesta Göteborg v južni Švedski. In tukaj nas je zelo presenetil tale pogled. Neki spomenik. Tale hiša, le oglejte si jo. In potem iz enega dela mesta na drugi del mesta je tak nadvoz pokriti. Vi že ni več čista svetloba kot prej. Kakšna ladja. Zanimiva, moderna zgradba. Če ne bomo šli do nje, si jo zdaj poslikam. Lepa skulptura. Pravi velemestni vrvež. Iz parkirne hiše, kjer smo avto ravno kar pustili, smo prišli v ogromno veleblagovnico. Če se zgubimo, se dobimo čez 1 uro tukaj. Veš mi, da je mesto za največ gastarbajterjev? Ja. Da. Zunaj se je vsul močen dež, mi pa gremo iz trgovine po pokritem hodniku, peš poti, malo pogledati pomol. Vse nam je zanimivo. Je pa ta bajta skrita. Bežimo iz Göteborga proti Malmöju. Na trajektu. Poglej, zdaj se z vlakcem vozijo po tem dežju. Od tukaj izgleda, izhajajo tisti temičkeni Ericssončki. 100 na uro šiba Sandro ob uri 18:01 proti domu, proti jugu. Motorist se je šel tuširati. Škrge se bo vidi od strani. Ja, brisalci ne folgajo več brisati. Kaj ti on pa ne vem. Ja, preveč smo bili pridni, zdaj smo imeli preveč lepo vreme. Evo, če bo prehitro, bom še to posnel. Bo, dobro je. Sekunda marča brisalcev. Po vsej tej nevihti smo se ustavili v Quality hotelu v Halmstadu, da bomo preživeli to burno noč. Evo, kako
Tako goni papirja okoli. Tukaj bomo preživeli noč. Rezerviranje prenočišča. Zanimivo je tle notri. Te hali je pa popolnoma mirno. No, v tem hotelu se tudi lahko dvignemo zelo visoko. No, zdaj sem v 12. nadstropju. No, to je ta avtocesta in hotelski parkplac in zadaj podivjana narava. Zdaj grem pa dol. Zelo hitro dvigalo. No, pa se ne vidi več. V Helsingborgu smo se ukrcali. Morje v tem prelivu ni tako valovito. Ostali se še ukrcavajo. Naš avtek je lepo tukaj. Evo, gremo v jedilnico. Radar dela. Evo, strašni mornari z juga. Dobro pihlja, kaj Dunja? Sonček je, ti si vetru se vračamo v slavni Helsingborg na Danskem. Dobro je šel pa, a? Se bo prefuklo, a ne? Dober je. Za uspešen pristanek se mora tle zavozditi. Tle noter. Pa smo. Se rekel, imamo biti. Gotovo. No, en posnetek pred Helsingborjem. Vredno gremo v njega. Za tvojega brata slikaj, no? Okrog grada je zaščitni kanal in zaščitni zid obzidje in čez ta mostiček bomo šli čez nekaj trenutkov v njega. Za Račko. Čez prvi most. Račke že spremljajo turiste, če jim bojo kaj vrgli. V daljavi je pa čudo kraljevine Danske, Helsingborg.
Leta 1735 je bilo to postavljeno. Ta portal je pa iz leta 1690. Za tem obzidjem je pa še en vodni kanal. Se pravi, dvojni vodni kanal in dvojne obzidje, predno pridemo do same palače. Ogromna. Okoli obzidja so bili stražarji, med obzidji razni pomožni delavci. Zdaj gremo pa resnično za te pravo obzidje in skozi vhod. Kdor vstopa, izgubi vsako upanje. 1664. No, da zajamem vso to čudo, da ne moreš zajeti naenkrat. Smo na tem glavnem dvorišču.现在这个天就不错了。Za kraljevo palačo so mogli kamen posebno fino obdelati. Smo v Ladijskem muzeju. Lepi primeri havarij, v batu en kos ventila, zvita ojnica in zadaj primeri čudovitih napak. Kako lepa maketa ladjice, prav lepo deluje. Hop. Parni stroj, dela paro, poganja motor. Ta pa propeller na koncu. Čudovita maketa. Lepa ladjica. Lepi fantek jo gleda. Čau fantek. Pa pa. Sandro je najdel en lep projekt. Detaljna črta. Zelo lepo so jih izdelali. Sandro, to je bilo zelo všeč. Zeleni vodi. Polno res lepih maket ribiških ladij in vseh mogočnih trgovskih. Vidi se, da je bila danska velesila. Zaključki njihovih slavnih ladij. No, lušken je bil ta muzejček v gradu. Polno maket in zelo natančno izdelanih. Ogromen kajak iz prave kože narejen. In še pravi eskimski. Ko pridemo iz gradu, gledamo ta detalj iz leta 1585. Glavni stolp z uro. Na vrhu stolpa pa kraljevske označbe.
Sedaj pa v kraljevske apartmaje in salo za bankete. Prehajamo se skozi kraljevske sobane, kar presenetite, ker ni tako kinčasto, kot na Bavarskem. Oprema sobe kraljice matere in slike, vse iz let 1500 in naprej. Solidna gradnja že takrat, ne? Notranja konštrukcija gradu. No, kdo bi si mislil, da je vse iz cigla? Lep koš pohištva in lepa pička zraven. Ogromne stenske slike. Prizor kronanja danskih kraljev. Ti lustrčki so pa Bredi všeč. Zopet ogromen kamin, plesna dvorana s čudovitimi slikami in na drugi strani dvorane ogromne, podprte z smrekovimi gredami, zopet ogromen kamin. Ta soba je bolj temna, zato da so tapiserije zaščitene. To se imenuje mala soba z tapiserijami in s kaminom. Čudovito pohištvo, kamini. Prijetno je bilo v tem gradu, verjamem, da je bilo. Gremo dalje. Kraljevska spalnica. To je bilo pa pohištvo z intarzijami za vladarja. Predsoba spalnice Friderika V. So lepe intarzije, ne? To je verjetno spalnica njegove žene z dvometrsko šatulco za uhane, tako imenovana maršalova spalnica. Kam pa zdaj gremo? Pod zemljo. But after some years, Holger the Dane got a bit homesick and wanted to return to Denmark. But he only had one problem. He had spent all his money on the nice French women and lots of beer, so he could... V spodnjem delu poslopja proti kuhnam, proti bombam odporni del gradu. Ta del gradu obokani ima dve nadstropji. Gremo še drugam. Kje hodimo. Edina svetloba je skozi te jaške prihajala. Evo, kako visoko gor je tla gradu. No, pa smo spet na dnevni svetlobi. No, pa še v kapelo grajsko. Kraljeva kapela odznotraj. Že malo bolj zlatom označena. Simbol njihove in grb njihove rodbine. Kar lep triptih. Zdaj pa ven počasi. Ko sem se obrnil ven, sem videl pa še te lepe orgle in luster.
letali v Kromborkovo kapelo. Grad je bil tudi varovan, da ne bo kdo mislil, proti morski strani. Ne samo v zidi, tudi z ognjenim orožjem. Zdaj pa Breda pripravlja stojalce, da dokumentira ta dogodek. Trebljenje. Tako se postavi, ja, si lepši. Še nisi dovolj lep. Izhod in proti avtu. Labodi, ko so mladi, so pa takile. Ja, imajo tudi glavo ponavadi. Tako, ja, ekola, pa je nekaj najdu. Sedaj pa še kratek pogled mesta Helsingborg. V daljavi je neki čudoviti stolp od cerkve ali od koga. Naše ženske so navalile v kraljestvo sirov, v razne trgovine. Nepopisni voni. Amo so tudi salame, je tudi dobra stvar, tudi. Moje drake po 4 ure. No, to je njihova lepa, velika, klasična zidana zidovje, mestna hiša. Breda, mestna hiša še z druge strani. No, v tej hiši spominko je Breda kupila razne stvari in zdaj gremo nazaj. Je pa starinska hišica. Naša grupa pa gre avto. Malo naprej v sosednji vasici smo pa naleteli na to. So pa tipične danske domačije. Izredno zanimive in kako lepo imajo postavljene te slamnate strehe. Evo, kako zanimivo oblikujejo okrog oken in slemena. Sleme in tle je slama kot počesana je slama, tako lepo je razporejena in stlačena. Suvenir. No, pa smo na njihovi obali, pri tej vasici. Tukaj je vpliv tople struje. Daleč se razširja njihova obala. Prav zanimive, narejene pomoli, tako iz takih kamnov. V tej isti vasici je tudi ta lepa cerkvica in gremo dalje. Sem hotel vprati šipa, jaz, ne? Lepa cesta ob obali Severne Zelandije. Skozi se vsake toliko časa zabliska plaža, morje. To je Danska, samo se kliče Severna Zelandija. Se kliče? Ja, to je predel. Ja. Pa pojdimo skozi gozd do njihove obalice, da vidimo, kaj nudijo, kaj pokažejo. Peščena obala se strmo pušča dol. Značilnost je pa morje, katero je zelo plitvo, precej v daljavo. Kar dobro ga naganja veter z Atlantika, morje k obali. No, to je en kos njihove značilne obale, ki se vleče približno 100 km daleč. To so njihova kopališča.
Sandro slika, kontra luče. Naše ženskice. Pejdi se kopat, Breda pravi, da sem šla kopat. Kar naj gre. Kar lepo ga šiba. Žarko sonce jim ga sije. Ob obali imajo pa počitniške objekte. Darjo kaže skalo, ki se vidi. Sandro kaže skalo, ki se vidi daleč ven v morju. Pomeni, da je zelo nizka voda. Nas bo skoraj odpihalo. Kaj išče spominke? Tole so iskale naše ženske. Ko smo v Rageleju, Klitu, raju za surfarje. To je pa že prava plaža, bi rekel Sandro. Ko gre pa, zdaj gre proti vetru. Malo z vetrom. Gre, ko hudiči grejo. Ja, sva prijatla, ne? Ja, pridem. Še. Še dol. Breda se igra. Moderna starinska hiša. Ali obratno. Značilnost njihove pokrajine. Stalni vetrovi z Atlantika in zato so take elektrarne na veter. In v spredju veliko lepo žitno polje. To je tisto. Žitno polje valovi. Kot valovi. Neverjetno. Sandro nas je pripeljal v Roškild na glavni trg, zdaj na informacije in iskat hotel. Gremo v vasici Skuldelev ob
Monočilskem fjordu smo našli prenočišče. Ura je že več kot 8. Breda nekaj pakira, pojdimo spat. Smo kar v lepem hotelu. Jedilnica nas že čaka. Naša soba ima številko 3. Po lepemu prenočišču smo drugo jutro, že ob 10. uri pri stolni cerkvi turističnega mesta Roskilde. Danes je pa s pravim sončkom obsejana. Lepo nas pozdravlja 10. ura. Pa si jo oglejmo. Grb mesta in zvonjenje. Stopamo v cerkev. Ta cerkev je grobnica danskih kraljev. Evo jih tlele razvrščene. In vsi rodbinski grbi gor. Tudi je izredno akustična, je rekel Sandro. In bogata, pravim jaz. Orgle na zanimivem kraju, na stranskem delu. Vse zelo bogato. So tudi grobnice v tem prostoru. A najbolj posvečeni prostor je ta tukaj. Kristjan in kraljica Luize. Friderik VIII in njegova žena Luize do leta 1912. Zanimivo oblikovani sarkofagi iz marmorja. V tej cerkvi se je pisala danska zgodovina.
Vse posod grobnice, kamor se ozreš pod zemljo za nižje sloje kraljeve družine, tukaj za višje. Vsi člani kraljeve družine, od najnovejših, še živih, do prvih njihovih prednikov, so tle na slikah razvrščeni. Dve veličastni grobnici danskih kraljev. Bili so občasno tudi norveški kralji to. Sami sveti prostori. Celotna glavna ladja. Glavni oltar. Detalj na glavnem oltarju. Klopi za glavne svečenike, pri kronenjih in drugih cerkvenih obredih. Veličastne cerkve. Mislim, da še take cerkve nismo nikoli videli, bogate, kar 8 stoletij stara in vredna ogleda, bogata. Konec komentarja. Konec ogleda. Gremo po mestu. No, odbilo je ure, konec. Zdaj pa gremo z Dunje in Bredo in snematelj Milan v cerkveni muzej, muzej katedrale. Hodimo pa v zgornji etaži. Breda občuduje
kraljičino obleko. Kako lepo narejena. Kaj je to prav? Zlato tkano noter, misliš, ne? Bizantinski križ iz leta 1100, katerega so nosili danski kralji. Maketa cerkve. Ti stekleni prozorni deli kažejo kasnejše dozidave. Večinoma so to sedaj grobnice kraljev. Maketa cerkve iz leta 1725 in mašno oblačilo iz naslednjega leta. Kaj se mi je zgodilo leta 1968, pred 20 leti, 30 je požar uničil cel del cerkve. Kraljica Margarete, ki je leta 1412 umrla in je združila Dansko, Norveško in Švedsko. Njihova svetnica. Dunja po današnjem zvinu kar dobro še hodi. Poslavljamo se v cerkve, gremo Sandrota pogledat. Če nam je zrihto spanje. Ja, hodimo po glavni ulici in se smejemo mimo idočim. Oni pa nam. Evo našo druščino. Veselo in smejočo. Evo, kaj se nam je dogodilo. Češnje čez 1500 dolarjev kilo. Ameriške češnje jemo na katera država je Danska, ampak so zelo velike in zelo lepe. Kupimo še nekaj njihovih kruhov in bo piknik v naravi. V izložbi so te boljše, Sandro. Nam se kar sline cedijo. Gremo v Vikinški zgodovinsko-arheološki raziskovalni center. Časovna tabla življenja. Kako se je razvijalo njihovo življenje. Gomile, predoba, šotori v modernem času od leta 1750 naprej, pa take hiše, kot smo jih že videli v zgodovinskih muzejih. Smo v naravnem okolju. Lep park in bomo šli od hiše do hiše, od prebivališča do prebivališča pradavnih prebivalcev teh krajev. Novejše vikinško naselje in v teh hišah so preizkusne delavnice. Ženske so šle gledati lončarstvo. Lončarska delavnica. Če se obesi tole gor. Ja, pribor kovačev na kovala. Penkete, penkete, penkete je nabijalo. Ja, urani, kakor jaz vem. Evo, pravi drevak. Koliko tisoč let je tukaj? Zanimiva okolica tega jezera. Prav divje deluje. Potem je zmanjkuje tudi hrana in kisika in vsega skupaj in pol se jih moga slišati. No, se slikam. Evo, preizkusna tkalnica. Statve so lepe, ja. Čisto preproste.
Viš, in kako je obtežitev s temi kamni? Če ne moreš delati. No, statve. Vse posod podobno.